Lepo pozdravljeni v novi oddaji Prebujeno srce Slovenije. Kdo je Mojca Debelak? Kot otrok je bila precej nenavadna. Starša sta izgubila kar nekaj energije, da bi jo razumela, saj je bila v filozofskem smislu že kot majhna deklica zelo kompleksna. Domačim je spontano kot otrok napovedovala dogodke, na kar so se sprva odzvali s humorjem, do trenutka, ko je sredi zimskega dne v Ljubljani kot 16-letno dekle po telefonu poklicala domov in povedala, da stara mama leži v svoji hiši na tleh mrtva. Starša sta informacijo preverila in žal ugotovila, da je resnična. Intuicija se je na to vse pogosteje oglašala. Največja Mojčina prelomnica je bila nedvomno dolgotrajna mamina bolezen in njena smrt. Ob materini bolezni se je globoko transformirala, saj je počasi skoraj 2 meseca skupaj z njo umirala v tujini, ko je v bolnišnicah skrbela zanjo in se učila darovanja in nesebičnosti. Tako je še kot študentka ekonomije ugledala življenje v popolnoma novi luči in se poleg rednega študija in dela v medijih začela poglobljeno izobraževati na več področjih, ki se dotikajo človeške psihe, zavesti, podzavesti, karme, medijstva, okultnih znanj, metafizike in moči misli. Dokončala je šolo za bioterapeute Marjana Ogorevca, pridobila nacionalno kvalifikacijo za maserja, se izobraževala na področju vedske astrologije Džotiš, se v želji izkustveno spoznati vedsko znanje in sanskrit podala tudi v Indijo, obiskovala je šolo hipnoze, tečaj sistemske postavitve družine, opravila različne tečaje meditacij in joge, predvsem pa je poglobljeno raziskovala lastne intuitivne zaznave preko dihalnih vaj, s postenjem ter umikanjem v samoto. Le v 23 dneh je tako večinoma po noči prehodila 820 km dolgo špansko-romarsko pot El Camino v Španiji in se z namenom samospoznavanja in samozdravljanja podala tudi v svet raziskovanja svete medicine. Napisala je tudi svoj knjižni prvenec zbirko pesmi Božanski ljubimec, ki jo je napisala po nareku od zgoraj v eni noči, zbrana sredstva od prodaje pa je namenila otrokom s posebnimi potrebami. Pri 25 letih je odprla energijski center Mojči in začela delati z ljudmi, saj se ji praksa zdi ključna. Pomagala je številnim odraslim in otrokom do sebe, da dejansko zgradijo sebe, se dokopljajo do svojih moči in potencialov, pozdravijo telo in dušo. Ob tem je pisala o svojih spoznanjih tudi za različne medije, danes je z njo že 12 let dela na seminarjih, tečajih, celostnih potovanjih in individualnih terapijah. Svojo drugo večjo iniciacijo je doživela s prihodom svoje hčerke, za katero pravi, da je poleg življenja njen največji učitelj. Intuicija, ki je bila kot dar položena v zibelko, se je skozi njeno delo le še poglabljala in ji danes omogoča, da izmojstreno precizno bere informacije biopolja. Njene življenjske izkušnje in znanje podaja preko celostne terapije, Schumann-Tesla regeneracije, hipnoterapije, regresije, karmične, intuitivne diagnostike, uglaševanja duše, sistemske konstelacije, reiki terapij in iniciacij, zvočne terapije, džotiš svetovanja, torej vedska astrologija, medijstva in natalne karte podzavesti. Hvaležen sem, da se je odzvala mojemu povabilu gospa Mojca Debelak.